Mali službeni avto. Peto mesto Hyundai iX20. Hyundai je v mali enoprostorec iX20 je oblikovno prijeten in zelo posrečen mali avto, saj na 4,1 metra zunanje dolžine ponuja mestno okretnost in zelo prostorno in prilagodljivo potniško kabino hkrati. Njegova slabost so slabotni motorji in razmeroma visoka cena. Četrto mesto Suzuki Swift. Časi izjemne priljubljenosti Suzukija Swifta so mimo. Današnji model ni več poceni in množičen, res pa je, da ni več cenen in preprost kot pred 15 in več leti. Novi Swift je tehnično in varnostno zelo temeljit mali avto, ki ponuja tudi prostorno kabino in zelo športne vozne lastnosti. V primerjavi s tekmeci je celo malo butičen in cenovno še vedno dostopen. Tretje mesto Škoda Roomster. Škoda je imela z Roomsterjem srečno roko, saj je zasnovala dostopen in majhen, a izjemno prostoren mali avto, ki meji na enoprostorca. Za dobrih 12 tisočakov tako Roomster ponudi predvsem prostor, blesti pa tudi pri tehniki in ergonomiji. V zakup morate vzeti le manj ugledno ureditev potniške kabine in višjo ceno dizelskega motorja. Drugo mesto Škoda Fabia. Škoda Fabia je nekaj manjša, a opazno dostopnejša od prostornega brata. Za odštet denar pa ponuja še več, saj ima za 1000 do 2000 nižjo ceno, boljše vozne lastnosti in še nižjo porabo goriva in emisije. Paket je zelo dober, a ne tako zelo dober kot pri prvo mesto Citroen C3. Najboljši mali avto letošnjega leta pa je vsekakor Citroen C3. Novinec je ostal okrogel in francosko mehak v vožnji, močno pa je napredoval pri varnosti, tehniki, prostornosti in materialih. S ceno dobrih 10 tisočakov za solidno opremljenega bencinarja ali dobrih 11 tisočakov za zelo varčnega dizla pa je ponudba francoskega Citroena nepremagljiva. Jo kot takšno razumejo tudi bralci Financ,